Zdaj, takole je program stranke, bomo na predsedstvu izluščili iz tega mojega predstavljanja, poleg tega pa bomo upoštevali tudi, če bojo še kakšna mnenja od udeležencev, ali pa če bo kdo še kaj po pošti poslal kakšno mnenje. Tako da program je pravzaprav, nekako bi rekel, da to je Slovenijo in Slovence moramo rešiti. Moramo jih rešiti. Zdaj, največ smo imeli Slovenci v času Avstro-Ogrske monarhije. Bili smo razdeljeni na 4 dežele, Koroška, Kranjska, Štajerska in Primorska. Primorska je vsebovala celotno Istro, s 3 kvarnerskimi otoki, Cres, Krk in Lošinj. Koroška je bila združena v eno enoto, kasneje se je 20. leta to razdelilo. Štajerska, spodnja Štajerska je bila tudi v eni enoti. Kranjska je bila velika, Prekmurska, ki bi jo pa zdaj lahko ustanovili novo pokrajino. Takrat pa še ni bilo, ker je bilo pa to del Madžarske kraljevine. No, seveda, takrat, leta 18 po koncu Prve svetovne vojne, je 30. oktobra 1918 bila v Ljubljani ustanovljena in potrjena Združena Slovenija. To je bila pod nazivom Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki pa je žal trajala samo par mesecev, kajti so nas zopet ljubljanske politične podgane takoj potisnile v Zagreb pod njihovo zastavo in potem skupaj so nas potisnili v Beograd, v tole združeno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je pol preimenovala v Jugoslavijo. Hudo je to, da še danes določeni ljudje prodajajo slovensko ozemlje. Zdaj, eden od zadnjih je bil seveda tale od SD-ja Nemec, ki je spremenil v zakonu tisto, ko je pisalo, da se je Primorska vrnila matici Sloveniji in je dal nazaj, da se je Primorska priključila Sloveniji, kar pomeni, da bodo Italijani čez 50 let rekli, da ste sami priznali, da ste se priključili. To je Anschluss, tako kot je Hitler priključil Avstrijo, tako ste vi priključili Slovenijo. Jo, dajte nazaj. Ne vem, a je Nemc dobil kakšen denarje od Italijanov, ne bom trdil, ne bom rekel, mislim si pa lahko svoje. Ali pa to je tako kot Bavčar, ki je že osekano Istro, ki bi lahko bila slovenska. Namreč, jaz sem takrat imel možnost iti na reko s par svojimi ljudmi pri generalu Čadu, ki bi predal svoje enote. To je formalnost, to ni treba, da pride 1000 ljudi. Formalno. In jaz sem bil pripravljen, da bi šel dol, ker je nemška obveščevalna služba sporočila, da je Čad pripravljen to narediti. In me je takrat, ko sem rekel, da bom šel, me je dal Bavčar zapreti. Zapreti med vojno in sicer, češ da ogrožam integriteto in življenja največjih predstavnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije. No. Ampak potem kdaj drugič. Skratka, izdaje slovenskega naroda so se vrstile ves čas in vedno je bila kriva pravzaprav Ljubljana in pa ljubljanski, bi rekel, mešetarji. Zato je pa danes pravi čas, da nazaj vzpostavimo pozicijo Slovenske nacionalne stranke, da v 2 letih in nekaj mesecih pridemo nazaj v parlament, da zastopamo slovenski narod, ne pa tiste, ki hočejo svoj jezik postaviti v šole ob pomoči levice, svobode in pa socialdemokratov. Skratka, tukaj je Slovenija in slovensko naj se naučijo, če ne si kupijo ungale
prevajalca. Zdaj imajo, Google ponuja tistega avtomatskega prevajalca, pa ne govori po svoje, po čefursko, pa mu bo slovensko ven povedal. Če je preglup, da bi se naučil. No in torej, ker se vedno bolj kaže nesposobnost slovenske politike, ki je začela stagnirati kmalu po letu 92, ker se slovenski politični korpus po večini obnaša do državljanov kot gospodar do hlapca, skratka, delajo, kar hočejo, ker večini političnega telesa ni mar za slovenski narod in za Slovenijo, ker se večina političnega telesa hlapčevsko uklanja zahtevam degeneriranega zahodnega sveta, torej Evropske unije in pa Združenih držav Amerike, in ker gre za vprašanje, ali bomo Slovenci sploh še obstali in ali bo Slovenija sploh še obstala. Zato sem jaz samo po alinejah razvrstil zadeve, o katerih bo treba debatirati, jih pripravljati, popravljati, reagirati na nje in pa jih vnesti v krajši obliki v naš, bi rekel, osvežen program. Bom šel kar po točkah. Najprej omejitev migracij in deportacija v deželo izvora. Skratka, ti črnci, ki so prišli sem, tukaj nimajo kaj delati. Deportacija domov ali pa se plača unih, ki jih vozijo kaj na zahod, ne da se jih zapre, ampak tistem se da nagrada, ker tisti jih spravljajo ven iz države. Potem prenehati je treba izvajanja združevanja družin. Sem pride nekdo na začasno delo in potem ima po evropskih zakonih pravico, da sem pripelje svojo družino, ženo, otroke, staro mamo, drugo ženo, druge otroke in tako naprej. In kdo to plačuje? Mi. Mi, ki delamo in ki plačujemo davke. Potem prepoved volilne pravice za tuje delavce brez državljanstva. Če ima nekdo državljanstvo, lahko voli. Evropska unija zahteva, da na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tisti, ki so na začasnem delu. To je svinarija in Kranj bo kmalu imel albanskega predsednika, Koper zdaj ima enega komunističnega, kmalu bojo imeli muslimanskega, Izola ravno tako, Slovenj Gradec se bliža temu, Slovenska Bistrica ravno tako, Konjice, skratka grozljivo, kar se dogaja. Potem prevetritev socialnih podpor in teh podobnih podpor. Ne more nekdo, ker pride gor, pa da uradnici nekaj tamle pod mizo, ali pa vem za primere, ko so določene gospe šle k šiptarju in jim je dal burek za stonj, potem so mu pa pomagali, da je dobil dokumentacijo tako, kot je bilo treba. Sprememba šolskega zakonja. Zakoni v šolah so grozljivi. Treba je spremeniti in dati poudarek slovenskemu jeziku in slovenski zgodovini. Ta permisivna vzgoja je uničila slovenski narod. Poglejte otroke, kakšni so. Fantje niso fantje, to so pol punčke, punce so pa bolj deci kot fantje. Več se upajo. Ono je pa posrano, potem se pa dogaja to 35 let, star pri mamici in zjutraj ob 11. Vstane mamica, a si mi naredila kavico, joj sinček, pozabila sem rogljiček. To je ta sistem. Potem slovenski jezik kot obvezni in močen mora biti. In jeziki ostalih drugih, ki pridejo sem, pa samo v osebni rabi. Brez državnega subvencioniranja. Ne, da bomo mi plačali, da se bojo oni učili svoje jezike, ki jih že tako znajo. In tudi učenje plačljivo iz lastnega žepa. Potem odprava termina in pa črtanje sankcij zaradi govora mržnje, kot to pravi. Kaj je to govor mržnje? Tega ni. Tega tudi v zakonu ni noter. Ampak ne, to je prišlo iz Amerike, preko Evrope in zdaj, če rečeš eni ženski, da je grda, je to govor mržnje. Pa je lahko grda k parkl.
če rečeš eni ženski, da je lepa, je pa to spolno nadlegovanje. To je vse prišlo iz tega gnilega zahoda, ki hoče uničiti vse skupaj. Naprej, brisanje LGBT iz učnih programov. Kaj ima ta pederastija delati noter in pedofilstvo in tako v naših učnih programih? Grozljivo, grozljivo. In potem to je način, da uničiš narod, da ga razvrednotiš, da nimaš več otrok, zato ker, kakor je meni znano, pedri ne morejo imeti otrok. Ne? Enkrat še ne vem, če bojo Amerikanci kaj se spomnili, mogoče kaj, ali pa Macron, ne vem. Potem, deklarativno je treba vedeti obstoj samo dveh spolov, moški in ženski. Če kdo ne ve, kaj ima, naj pogleda med noge, pa bo videl, koga ima tam. Kakšen ima tudi rep, ampak tisti niso iz slovenskega govornega področja. Tudi družino sestavljata oče, mati in otrok. Ni tukaj zraven še dva psa, ali pa oče, pa kužek, ali pa mamica, pa mucka. Pa se pa zgodi to, ker je enkrat prišel, se je fantek kopal za očijem, pa je rekel, fantek, oči, ti imaš tako velikega lulčka, pa je oči rekel, kakšnega še ne mami ima. V to smer gremo, na žalost. Potem poudarek na zgodovini slovenskega naroda in doprinosu Slovencev k svetovnemu razvoju. Kar marsikaj smo naredili Slovenci. Naprej, treba je tudi nekako postaviti spomenik grob neznanega Slovenca. Vse države imajo grob neznanega državljana, kakorkoli, in tja se polagajo venci. Pa nas je za ne vem koliko milijonov Pahor naredil tiste dve betonski sohi v centru Ljubljane, ki je ta samo, ki je sramota. Namreč, ta spomenik grob neznanega Slovenca je pravzaprav posvečen vsem Slovencem, ki so se za Slovenijo in ki so dali za Slovenijo življenje v kateremkoli času in na katerikoli strani. To je deklaracija tega. Vendar pa, to je pri nas težko dopovedati. Potem v primeru prihoda tujca in prilagoditve švicarski model. 1 leto prilagajanja, tudi v osnovni šoli, učenja jezika. Če v 1 letu ne znaš jezika, hvala lepa za sodelovanje, domov. Nobenih uslužbenk za znanjem albanščine. Naj si plačajo prevajalce. V Nemčiji noben ne govori albansko za šankom, ampak pridi s prevajalcem, plačaj prevajalca in potem bomo delali naprej. Registrirane migrante, ki pridejo sem čez in pa prosilce, ne voziti na obmejna področja Slovenije, da boš javničil slovenski rod, da boš javničil domovino. V Kočevsko reko, v Kočevski reki je velik prostor, ki ga je nekoč imel Ivan Maček Matija in je bilo zaprto območje. Naj grejo tja, naj tam gojijo krave, ovce, ne vem koga, ker kirurgov pri teh prišlekih ni, letalskih inženirjev tudi ne, tudi kakšnih znanih pisateljev ali pa režiserjev, tudi tega ni, tako da ne izpokajo tja dol. Če že, nikakor pa ne v bližino slovenskih mest. Potem prekinitev dobave orožja Ukrajini. Ker bomo mi, ker Ukrajini že pošiljamo, smo si odrezali ogromen del tržišča. Ne samo Rusijo, še Kitajsko, Indijo, Južnoafriško unijo in druge države BRICS-a. Komu bomo prodajali tisto, kar naredimo? Že zdaj ne moramo Nemcem dajati, ker nemško gospodarstvo propada. Plin moramo kupovati okoli ovinka od Američanov po bistveno večji ceni. Hrvatje nam z Krka so rekli, bojo dali plin, ampak dragi Slovenci, skupo če biti, skupo. Ne? Našim je vseeno.
Treba je ukiniti sankcije proti Ruski federaciji. Mađari jih tako nimajo, več ali manj. Slovaška je šla v to smer. Avstrija je šla v to smer. Mi še zmeri, ki imamo tamle Evropski uniji in razen 28 tankov, ki smo jih imeli, smo dali Ukrajini. Ne? Kamo pa mi imeli frače? Kaj pa obramba Slovenije? Hrvatje bojo imeli center za vežbanje pilotov najmodernejših letal na Hrvaškem. Mi imamo Pilatuse. A ne bilo bolj pameten, če bi ta denar namesto, da kaj drugega da, pa da nabavimo ene avione. Slovenci smo bili med pionirji letalstva v svetu. Zdaj nas pa tlačijo tukaj v neke, bi rekel, vozičke za prevoz smeti. Grozno. Ruska federacija ima plin, ima žito, ima energente, ima vse, kar hoče. In to, da mi mislimo, da bomo pripomogli, da bo Rusija propadla, ne bo. In Fajonova butasta baba z možgani povprečne veverce je odklonila, ko je Putin rekel, da sprejme, da se začnejo kontakti med Slovenijo in Rusijo. Ne. Zato, ker so je rekli v Bruslju, da ne sme. In to, čez leto dni, bomo to hudo plačevali. Ampak ta gospoda si bo nabrala denar in vse njem bo. Tako, kot jim je to zdaj vseeno za Slovenijo in bo še bolj naprej. Skratka, nujno je potrebno vzpostavitev normalnih kulturnih, gospodarskih in drugih odnosov z Rusko federacijo. In pa omogočiti ruska vlaganja v Republiko Slovenijo. Rusi imajo denar. Afričanom v vsaki državi odpišejo po kakšne milijardo, 2 milijardi dolga, brez problema. In ruske investicije v Sloveniji bi Slovenijo dvignile iz te zelo, zelo nizko stoječega gospodarskega položaja proti vrhu. Ja? Mislim, da bi bilo smiselno tudi, da razmislimo o vstopu Slovenije v BRICS. To ni vojaško združenje, to je gospodarsko združenje. Res pa je, da glede na to, kako naši gospodje vodijo gospodarstvo, tega niti ne razumejo. Treba je opustiti članstvo tako v Evropski uniji, ker nimamo nič dobrega od njih, in pa moramo iti ven iz vojaške zveze NATO. V nobeno vojaško zvezo ni treba, da vstopamo. Nevtralnost. Avstrijci so nevtralni, pa a jim je kaj slabega. Ne? Ponovno je treba uvesti služenje vojaškega roka. Zdaj celo Danska je uvedla oziroma podaljšala služenje vojaškega roka in celo ženske morajo iti služiti vojaški rok. Ne? Pri nas pa mjav. Potem pa prepoved degenerativnih izhodišč Svetovne zdravstvene organizacije. Namreč Svetovna zdravstvena organizacija je dala nov spisek bolezni. Deklaracije teh bolezni so drugačne in pedofilijo so oni deklarirali, da je ok. To je v redu. Rusija je stopila ven, oni ne priznajo tega, ampak mi pa, saj noben ni nič rekel, a je kdo kaj bral v časopisih o tem? Nič. Ker ne pišejo, ker ne smejo pisati, ker je v Sloveniji na določenih pozicijah ogromno število homoseksualcev, pedrov, pedofilov in podobnega. In pa seveda uvesti prepoved spreminjanja spola. V Ameriki celo otrokom starši določijo, da bojo otroku spremenili spol. To ne more iti. Naprej je treba prevetriti vse nevladne organizacije in ukiniti nepotrebne in škodljive. Gazilci so potrebni, reševalci so potrebni, vse to je potrebno, te ostanejo. Razni 8. marci, 17. marci, 20. aprili in pa ne vem koga še vse, pa sem za narod, sem za ljudi, sem za toplo vodo, sem za mrzlo vodo, to se črta, tega ne rabimo. Analiza, ali je moški, analiza, ali je moški lahko ženska in take zadeve, to se črta. Ampak
ta gospoda pobere 100 milijonov na leto. 100 milijonov. Potem pri razpisih je treba upoštevati državljanstvo. Tudi recimo, ko se delijo stanovanja. V Kopru je bil zdaj spisek stanovanj socialnih, samo 3 Slovenci so bili gor. Samo 3. Ne? Pri penzijah ni uravnilovke. Zdaj se vidi, da bojo dvignili neke minimalne penzije na tisti nivo, kakor delajo nekateri, ki imajo 30 let delovne dobe. In treba je to dati za osnovo delovnik, kdo je delal 40 let, kdo je delal 10 let. Ne pa da zdaj nekdo, ki je delal 40 let, pa ima mogoče 100 evrov višjo penzijo, kot nekdo, ki je delal 10 let. Tako daleč je šlo to. To je svinjarija, to je prvovrstna svinjarija. Uvesti je treba pavšalne obdavčitve za kmete, za male obrtnike in pa male podjetnike. To je treba pavšal. Ko pride recimo en lokal, inšpektor reče toliko kvadratnih metrov, takšen je približno pretok, letno boš plačal toliko pa toliko. Pa ne nekega dvostavnega knjigovodstva, pa računik je, pa računi sem. Zakaj? Samo da je birokracija večja, pa da se zarebava ljudi. Kaj se dogaja? Ljudje zapirajo in odhajajo ven. Davke nasplošno je treba znižati. Zdaj je Irska znižala davke in je začela cveteti. Kaj pa mi? Mi pa dodatne davke. Tudi davk na davke in tako naprej. Fajn bi bilo, da bi za tuje vlagatelji imeli tudi, da bi bila v bistvu davčna oaza. Če je lahko Luksemburg, če je, kot sem že rekel, Irska znižala davke tudi za tuje tiste vlagatelje, zakaj pa ne? Za delovno silo pa, če kdo hoče delati, bo delal. Če 3-krat odkloni, ne da gre po štempelj, 3-krat, če ne sprejme dela, hvala lepa, nasvidenje, nobenih dotacij pa denarja in tako naprej. Če naši nočejo delati, se uvozi Filipince. Zakaj Filipince? Oni imajo v zakonu, da smejo delati v tujini samo določeno obdobje, potem se mora vrniti. In Filipinci se vrnejo. Se vrnejo, ne tako, kot naši dol iz bivših republik, bivše države, predvsem pa z Kosova, ki se nikoli ne vrne, ampak potegne še 15 ljudi gor. Pol je treba prevetriti nevarne, škodljive in goljufive pogodbe o prodaji elektrike iz nuklearke in prekinitev teh pogodb. Mi bi morali, Hrvati imajo bistveno cenejšo elektriko in mi bi morali enostavno od Hrvatov odkupiti tisto polovico centrale, pa jih imeti sami. To smo že poskušali, takrat, ko je bil minister Kopač, pa sta bila Kopač pa Drnovšek proti. Sta že vedela za koga. Potem treba je zgraditi še en blok nuklearke, ampak brez Hrvatov. Sami to lahko naredimo. S Hrvati nas bojo ukradli, kot so nas zmeraj, naredili bojo po svoje, naši bojo kimali, verjetno se bojo dali kakšni tudi podkupiti in tako naprej. Pa lahko bi nehali s to lažnivo tezo o globalnem segrevanju, ki samo polni ameriške žepe. To ni nič, to je ciklus. V moji šoli smo se učili, ledena doba pa se je segrelo, pa ledena doba pa se je segrelo. To je nihanje življenja planeta, nič drugega. In zagotoviti je treba prehransko samooskrbo. Slovenci smo samo 20-25% samooskrbni, vse ostalo uvažamo. Kar na lepem, če se to prekine, kaj bo? To je treba narediti. V ustavi bo pa treba tudi kaj spremeniti, ne da so poslanci predstavniki vsega ljudstva. Predstavniki tistega ljudstva oziroma tiste politične opcije, ki so ji dali glas na volitvah. Pa se ve, ne pa da zdaj pride eden pod ne vem,
noter pri SDS-u, pa skoči k SD-ju komunistom, ali pa kaj zvem kam, ali pa ven. Tudi to ne more biti, da se kar skače ven, kajti izstop poslanca iz stranke ali iz poslanske skupine bi moral pomeniti izgubo mandata. Še nekaj, po nemškem vzoru je treba tudi opredelitev meja Slovenije. Mi nimamo te opredelitve v ustavi. V ustavi smo Slovenci omenjeni samo v terminu Slovenci brez državljanstva, nažalost, ostalega ni. In v preambulo ustave je treba napisati malo zgodovine, na katero smo lahko ponosni. Treba je opisati Karantanjo, slovenske dežele, ustanovitev zedinjene Slovenije in tako naprej. Če je Clinton se pohvalil, da je njihov predsednik vzel 4 člene iz slovenske karantanske ustave in je zapisal to v ameriško ustavo, mislim, da imamo tudi mi pravico, da to naredimo. Kajti takrat, ko je to bilo, so naši veliki predstavniki ljudstva samo pogledali v tla. Žal je Clinton to rekel, ne pa naši. Hvala lepa. Hvala predsedniku za te informacije. Odpiram razpravo. Ima še kdo mogoče kaj za dodati? Izvolite.